Leta 1782 so v Škofjo Loko prišle uršulinke. Takoj po prihodu v Škofjo Loko so organizirale zunanjo in pa notranjo šolo za deklice. Kmalu pa so bili seveda potrebni novi prostori za širitev šole. Zato so uršulinke leta 1890 kupile Loški grad in ga v letih 1891 do 1908 temeljito prezidale in prilagodile svojim potrebam. Pedagoški pouk uršulinske dekliške šole je bil eden najnaprednejših v tistem obdobju. Sestavni del pouka sta bili šola v naravi in pa športna vzgoja. Del pouka je v toplejših mesecih potekal v lipovem drevoredu, kjer so bile nameščene tudi šolske klopi. Poleg tega so gojenke na vrtu in bližnji okolici raziskovale tudi naravo. Gozd in travniki so nudili gradivo za učenje botanike, gojenke so izdelovale herbarije, slikarke so prinašale posebno lepe primerke rastlin, hroščev in metuljev ter jih upodabljale. Poleg telovadnih, raziskovalnih in pa prostočasnih aktivnosti so gojenke na vrtu pripravljale tudi druge dogodke. Eden takih je bil Marijanska procesija, ki je običajno potekal bodisi konec aprila ali pa v začetku maja. In na ta dan so gojenke v sprevodu na cvetlično okrašenih nosilih odnesle kip Marije iz šolskega hodnika skozi lipov drevored in jo postavile v votlino. Ob tem so molile, recitirale in pele. Na vrtu pa so praznovali tudi rojstne dneve, godove ter zaključke šolskega leta. Ob zaključku šolskega leta 1904 do 1905 se je sprevod gojenk ob petju in spremstvu 7 različnih glasbil odpravil v lipov drevored, kjer so imele starejše gojenke poslovilne govore, nato je ognjemet osvetlil nebo visoko nad grajskim poslopjem.